Lepo pozdravljeni v podkastu Vroča tema. Tokrat se pogovarjamo z doktorjem Dimitrijem Ruplom. Povod je seveda njegova zadnja knjiga Diplomati. Podnaslov te knjige pa je Zunanja politika je notranja politika. Lepo pozdravljeni, doktor Rupel. Hvala za vabilo. Torej, začniva kar s to tezo, da je zunanja politika notranja politika. Razložite nam, prosim, to. Glejte, nekaj temeljnega se je spremenilo v Evropski uniji, žal ne toliko pri nas. V Evropski uniji je dozorelo spoznanje, da ni mogoče prepustiti, da tako rečem, teh bolj zunanje političnih, obrambnih, varnostnih zadev Američanom, da se je treba pripraviti na svoj način, da se je treba oborožiti, da je treba začeti proizvajati orožje, razviti obrambno industrijo in tako naprej. Friedrich Merz, ki je kancler Nemčije, je v nekem govoru rekel, tisti, ki mislijo, da sta zunanja politika in notranja politika nekaj popolnoma ločenega, se zelo motijo. Naša notranja politika v tem trenutku je velik preobrat ravno v zunanji politiki. Zato sem jaz potem poslušal te besede in si rekel, mož ni brez soli. V resnici je zadeva z Bližnjim vzhodom, to se pravi problem Gaze, je ukrajinsko-ruska vojna tako spremenila obličje evropske, kaj ne rečem, politike, da je skorajda nemogoče govoriti o notranjepolitičnih vprašanjih in notranjepolitičnih problemih brez omembe zunanje političnih oziroma brez upoštevanja tega, kar zunanja politika prinaša oziroma odnaša. Odnaša seveda precejšnja sredstva. Jaz berem celo vrsto nekih poročil, ena poročila prihajajo iz tistega znamenitega portala Politico, potem iz Foreign Affairs, moji diplomatski prijatelji mi poročajo, kaj se dogaja. No in izračunali so, da bi v primeru uspešnosti Trumpovega načrta za mir, mirovnega načrta v 28 točkah, da bi v tem primeru potrebovali za obnovo Ukrajine ne milijone, ne milijarde, ampak trilijone evrov. In jaz sem se začel spraševati, kako bo mogoče 28 članom Evropskega sveta prepričati svoje državljane, svoje poglavitne inštitucije, da bo vsaka od njih prispevala kakšnih 1000 milijard ali kaj takega. Ampak ali smo mi v Sloveniji na tem področju zdaj na pravi poti? Mi imamo žensko zunanjo politiko, ki seveda je velika prijateljica tudi Hamasa, Gaze. Torej, kaj počnemo mi tu? V čem je zdaj ta naša zunanja politika notranja politika in kaj delamo tu prav oziroma narobe? No, jaz poznam uradno razlago in mislim si neuradno razlago. Uradna razlaga je ta, da poskuša naša zunanja politika v diplomacijo, to se pravi v bodisi evropski, bodisi nacionalni diplomatski personal spraviti čim več žensk, ki da so bile doslej zapostavljene. Druga stvar pa je, bi rekel, nek napačen pogled na kadrovsko politiko oziroma na izbiro diplomatov sploh. Diplomatov ne bi smeli izbirati po spolu in po privrženosti, torej strankam in različnim prepričanjem in tako naprej, ali pa tistim, ki imajo 2 spola ali pa 3 spole, ampak glede na njihovo diplomatsko sposobnost.
Diplomatska sposobnost se ugotavlja s posebnimi mehanizmi, komisijami, zanjo skrbijo izkušeni diplomati starejšega datuma. V Združenih državah Amerike imajo posebne komisije, ki izbirajo najbolj izkušene diplomate za najbolj izkušena in najbolj občutljiva diplomatska mesta. V tem trenutku seveda diplomacijo zelo nujno potrebujemo. Kot potrebujemo dobro obrambo, potrebujemo tudi dobro diplomacijo. Veste, ob tem bi rad nekaj dodal v zvezi z našim osamosvajanjem, v zvezi z našo osamosvojitvijo. Slovenska osamosvojitev je bila v prvem trenutku videti kot problem spopada naše nove vojske z vojsko Jugoslavije, v glavnem srbsko vojsko. Ta spopad je bil seveda uspešen za nas, za naše vojake, za naše voditelje in tako naprej. Ampak seveda vsi skupaj smo pozabili, posebej pa oni, da država ne more biti brez diplomacije. Država se od nedržavnega naroda razlikuje po tem, da ima svojo obrambo in svojo diplomacijo. Če greste gledati muzej slovenske osamosvojitve oziroma Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, boste videli, da je večina fotografij iz vojne. V resnici smo mi dobili zelo, zelo uspešno in zelo v kratkem času državo tudi iz tujine, tudi v odnosih oziroma iz dogovorov s pogodbami z državami, kot so Rusija, Nemčija, Združene države Amerike, Francija in tako naprej in tako naprej. Jaz sem se bal takrat v tistem trenutku, da nam utegnejo biti v napoto države, tako imenovane neuvrščene države, ki so bile vezane na jugoslovansko tradicijo. Vendarle temu ni bilo tako. Jaz sem nekatere svoje kolege poslal na različne naslove teh držav, tudi sam sem šel v Indijo, v Egipt in se z tamkajšnjimi voditelji, moram reči, zelo prijazno in uspešno pogovarjal o tem, da priznajo Slovenijo v kratkem času. Slovenija je bila mednarodno priznana država v pol leta potem, ko je razglasila neodvisnost. To je zame dober rezultat, če primerjate, kaj se dogaja z drugimi državami, ki bi rade postale države, narodi, ki bi radi postali države, pa jim to ne uspe in ne uspe. Govorim o Kataloncih, govorim o Kurdih, govorim o Škotih, govorim o Palestincih navsezadnje. Glede Palestincev smo naredili eno veliko napako, ne vem zakaj, pravzaprav. Iz nevednosti bolj kot zaradi laži ali neresnice. Predsednik vlade je razglasil na praznik 27. aprila, ki ni praznik, ker je bila antiimperialistična fronta, ki jo on imenuje Osvobodilna fronta, ustanovljena 26. in ne 27. aprila. Torej, v govoru na tem prazniku je rekel, da je njegova vlada tisti dan priznala Palestino kot samostojno državo ali nekaj podobnega. To je Robert Golob, o njem govorite. Robert Golob. O Golobu govorite. Predsednik vlade Golob. Ja. Je govoril na tisti proslavi, ja. No, jaz mislim, da je napačno tako govoriti, kajti Slovenija je Palestino priznala že leta 2007 in mi smo imeli zelo prisrčne odnose z Abbasom oziroma z Ramalo, ki je glavnina Palestine. Nismo pa imeli tako zelo dobrih odnosov z Gazo, za katero je bilo itak evidentno, da spada zraven. Zdaj,
priznati Palestino pomeni priznati v tem trenutku, pomeni priznati Hamas, to se pravi teroriste, in zabiti nož v hrbet Izraelu. To je po mojem prepričanju napačna politika. Torej, zdaj, če je zunanja politika tudi notranja politika in seveda obratno, v kolikšni meri nam zdaj ta sedanja notranja politika vlade Roberta Goloba in pa potem tudi zunanja politika Tanje Fajon škoduje? Ali imava tako 3 ure, da naštevava, kaj vse je narobe. No, jaz mislim, da kar se zunanje politike tiče, je narobe to, da je vlada dopustila eni svojih strank, koalicijskih partneric, da govori o tem, da bi zapustili NATO. To bi bila katastrofa in najhujša možna napaka, ki bi jo Slovenija lahko naredila. NATO nas varuje. Evropska unija skrbi za nas, če nam zmanjka denarja, če nam zmanjka idej, kaj delati. Skratka, mi smo na tem idealnem, čudovitem koncu sveta praktično zavarovani z vseh strani, da se nam veliko hudega v tem trenutku vsaj ne more zgoditi. In vlada mora paziti, da uravnava razmere tako, da se nič hudega ne zgodi. Če pa se zapleteš s Hamasom, pa če se zapleteš z Izraelom, Izrael nam je mimogrede pomagal z orožjem v času našega osamosvajanja. Če se poleg tega zapleteš še z mnogimi drugimi rečmi, postanejo zadeve nekoliko komplicirane. In v kolikšni meri nam to zdaj lahko škoduje? Škoduje nam v tem, da vam bom povedal zgodbo. V Evropskem svetu smo nekoč sedeli predsedniki vlad in zunanji ministri skupaj in je bilo število članov Evropskega sveta dvojno, kot je danes. No, in šlo je za to, da ko gre za zunanje politična vprašanja, težka vprašanja tudi, je potrebno soglasje. No, in jaz sem vodil svet, ker sem tudi takrat, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji. Skupaj sva sedela s Solano in gremo naokrog, ne, ti si za, pridemo do Cipra in tista gospa si je obotavljala, pa ne bom natančneje opisoval, pa je Solana tako naredila, gremo naprej. Zelo pogosto se zgodi, da lahko katero državo prezrejo pri odločanju o važnih stvarih. In Slovenijo več ali manj prezrejo. Je ne upoštevajo dovolj. Slovenijo je mogoče upoštevati, seveda kot članico Evropske unije in NATO. Okay. Kot prijateljico Združenih držav Amerike nič več tako kot tekoč. Tisto, kar je mene zelo skrbelo ves čas, je to, da nismo znali ustvariti nekega, kaj ne rečem, kluba podobno mislečih držav. To so predvsem srednjeevropske države, od Estonije, Latvije, Litve, pa Češke, Madžarske, Poljske in tako naprej. Da bi v primeru glasovanja, odločanja v tem večjem obsegu, pač imeli nekaj zaščite, nekaj, kaj ne rečem, nekaj manevrskega prostora. Mi se s Poljaki in Čehi in Madžari praviloma dobro razumemo, ampak ko gre za to, da bi to svoje dobro razumevanje formalizirali, nam nekaj spodleti. To velja tako za
predsednika Kučana kot za predsednika Drnovška. Drnovšek je celo v neki priložnosti rekel, da če se bomo preveč povezovali s temi srednjeevropskimi državami, da nas bo to oviralo, ker smo mi toliko boljši od njih. Bog pomagaj. No, ko že omenjate predsednika Kučana, tu na zadnji strani vaše knjige Diplomati je fotografija, na njej ste vi, potem pa Janez Janša, Bučar, Peterle in Kučan. To je ta fotografija. Zdaj pa povejte mi, doktor Rupel, vi ste bili ena osrednjih osebnosti v osamosvajanju Slovenije. Kako so vas gledali v tujini? Namreč Kučan je vendarle, ko ste vi hodili okrog in je bil on del te ekipe, on je bivši predsednik partije, to je tako, kot bi Lech Valensa hodil okoli z Jaruzelskim. Ali so vas sploh jemali resno? No, neke razlike so, ne. Predsednik Kučan je, ko je šlo za zunanjo politiko, v tistem času, ko sem jaz bil zanjo odgovoren, to se pravi prvi 2 leti vsaj, govoril enako kot Demos. Enako. Tekst, ki ga je govoril on, bi lahko govoril jaz sam, sva nastopala složno in za dobro domovine. Potem seveda vem bistveno manj. Imam manj informacij o tem, kako se je obnašal. Lahko se je za mojim hrbtom obnašal drugače kot skupaj. Ampak to, da je Slovenija, se to boste malo mogoče začudeno gledali, to, da se je Slovenija pojavila pred obličjem svetovne mednarodne javnosti v takšni postavi, na eni strani parlamentarna demokracija, parlament sestavljen iz večine Demosa, predsednik republike, bivši komunist. To nam je v nekem obsegu, manjšem ali večjem, kaj vem, verjetno manjšem, tudi koristilo. Zakaj? Naredili smo vtis, da pravzaprav se znamo sporazumeti tudi s tistimi, s katerimi se ne strinjamo glede nekaterih političnih, ideoloških stvari. In naše sodelovanje, pa ne samo moje, tudi Janševo in Bavčarjevo in tako naprej, je bilo v prvem trenutku relativno kar zanimivo, kar dobro. Če pogledate zapisnike pogovorov med ameriškim predsednikom in evropskimi državniki, ki so telefonirali, ki so hodili na obiske in tako naprej v letu 1991 recimo, ne, boste ugotovili, kako so tisti državniki, za katere smo smatrali, da so naši prijatelji, zelo pogosto navijali za to, da ohranimo Jugoslavijo, da mogoče spremenimo ustavo, da mogoče sprejmemo takšne koncepte, kot jih je takrat razlagal Gorbačov. Pazite, leta 1991 je bil Gorbačov še pri močeh, ne. Njega so potem na koncu leta 1991 pač pregnali s prestola. No, bila je velika množica idej, kako rešiti Jugoslavijo. Celo Nemci so tja do poletja 1991 menili, da bi mogoče lahko s kakšnimi reformami, s tem, da bi Jugoslavijo spremenili v nekakšno mini evropsko skupnost ali pa kaj podobnega, vendarle rešili položaj. Oni so se zelo bali, da bo razpad Jugoslavije pomenil nekaj podobnega, kot bi pomenil razpad Sovjetske zveze. Tega so se zelo bali. Morate razumeti, da državniki
te najvišje kategorije najbolj cenijo, če je mogoče obdržati stabilne razmere. Stabilnost je pred svobodo. In šele tam nekje poleti 91, najbrž tudi v povezavi z Brioni in tako naprej, mimogrede, Kučan je tudi bil na Brionih, ne? Jaz sem bil tudi na Brionih in Peterle. Bavčar in Janša sta pa pazila domačo hišo. In sicer tako zelo, bi rekel, ostro ni dolgo nihče govoril z mano kot Janša takrat v tistem trenutku. Rekel je, vse imamo že v rokah. Imamo ujetnike, kasarne smo jim zablokirali, hladilnike smo jim odklopili, elektriko smo jim odklopili in tako naprej. Smo že zmagali, vi pa popuščate tistim, ki jih zagovarjajo. Bilo treba precej prepričevanja, da je potem bilo drugače. No, res pa je, da je bila Evropska unija, trojka, se pravi Van den Broek, pa Jacques Pos iz Luksemburga, pa Gianni de Michelis, potem kasneje pa portugalski zunanji minister, da so nam, meni vsaj, ves čas zatrjevali, ne bojte se, Slovenija je na varnem, Slovenija bo sigurno postala samostojna in neodvisna država. Pri Hrvatih se še nismo dokončno odločili, ampak Slovenija je skratka rešena. In jaz moram reči, in tudi ostali v delegaciji, Bučar je bil tudi zraven, smo Evropejcem verjeli. Treba je vedeti to, da je bila Slovenija pravzaprav edini evropski uspeh leta 91. Edina država, ki se je brez večjih problemov lahko postavila kot samostojna država. Poglejte Makedonijo, kakšne težave je imela z Grčijo. Poglejte Hrvaško, ki je bila pod srbskim pritiskom dolga leta, skoraj do leta 95. Poglejte Bosno in Hercegovino, Srbi so jo obstreljevali z vseh koncev Sarajevo. Jaz sem bil v Sarajevu leta 92, skupaj z Vavčarjem sva bila in sva si to ogledovala, bi rekel, v živo. To so bile strašne stvari. Slovenija jo je zelo, zelo poceni odnesla. Drnovšek je včasih rekel, prehitro in prepoceni smo jo dobili državo. Ampak dejstvo, da je recimo Kučan sodeloval pri osamosvajanju in da Slovenija ni naredila lustracije, nas mogoče danes ovira, da nimamo sprave. To je neko veliko in težko vprašanje. Jaz sem dolgo časa mislil, morda zato, ker se nisem dovolj zanimal, da je bil tisti dogodek 8. julija 1990 v Kočevskem Rogu pravzaprav neke sorte sprava. Srečala sta se nadškof Šuštar in predsednik Kučan, vsak sta imela svoj govor, bolj ali manj spravljiv in tako naprej. Ampak zraven ni bilo Demosa, zraven ni bilo opozicije. Nista si segla v roke Kučan in Pučnik, Pučnika ni bilo, praktično nikogar od Demosa ni bilo tam zraven. Midva s Peterletom sva bila takrat v Ameriki. No, kakorkoli že, tisti trenutek oziroma tista sprava ni bila povsem
kaj ne rečem, ni bila popolna, ni bila zadostna. Zdaj, seveda razumem vse. Nadškofa Šuštarja razumem, on je v bistvu tam v prizoru pogreb nad ustreljenimi domobranci. Tisoči in tisoči ljudi so padli pod puškami jugoslovanskih varnostnih in ne vem kakšnih služb. On je v bistvu vodil en pogreb, en velikanski pogreb za veliko množico ljudi. Kučan je imel nek govor, politični govor, v katerem je rekel, danes so drugi časi in tako naprej, takrat je bilo tako, danes drugače. Okay. Ampak to, kar je naredil, recimo, spomnite se Vilija Brandta, ki je pokleknil na varšavskem pokopališču. Poglejte Kohla in Mitterranda, ki sta se prijela za roke, ne, ob neki podobni priložnosti. Poglejte na vse zadnje, imate lahko vse sorte, bi rekel, pripombe. Poglejte Pahorja in Mattarello, ki sta se gor tam pred fojbami in pred tem spomenikom tigrovcem prijela za roke. To so simbolična dejanja, ki veliko pomenijo ljudem. Nekako nismo prišli, ni bilo dovolj časa, ali kaj jaz vem, pa tudi ni bilo prave volje, da bi se prejšnja oblast, režim, s tem novim režimom zares sprijaznila, poprijateljila. In to pomanjkanje sprave, neke temeljne složnosti, tudi odpuščanja in tako naprej, tega nam manjka. To še ni bilo narejeno. Govorimo o soglasju. Mi smo dali naslov tej knjigi, ki je izšla pri Novi univerzi in pri družini, spomnite se, Soglasje za zgodovinski trenutek. Milan Kučan pogosto govori o soglasju. On je zelo talentiran politik, to si morava biti na jasnem. No, in sicer govori o prvem soglasju, ki je bilo doseženo na plebiscitu. Praktično 100% ljudi je glasovalo za samostojno državo. Glede drugega soglasja je predsednik Kučan nekoliko v negotovosti, dvomih. Jaz bi rekel, drugo soglasje, če že štejemo soglasja, je bil referendum o Evropski uniji in NATO. Mi smo dobili za Evropsko unijo 90%, mislim, da ja, za NATO 66%, 2/3. Kučan pravi, ja, že, ampak 2/3 ni isto kot 100%. V demokraciji je 2/3 vrh glave, več kot dovolj. V demokraciji velja za večino in za soglasje 51%, ne samo 2/3. 2/3 je ustavna večina. Mi smo sprejeli ustavo z ustavno večino. Samo diktatorji in samopašni ljudje po svetu pričakujejo, da jim bodo vsi sledili in da bodo vsi en za drugim ponavljali njihove stavke, njihove formule in tako naprej.
Zame za demokrata je popolnoma dovolj, če na prihodnjih volitvah dobi desnica 51%. Popolnoma dovolj. Pa bo dobila desnica 51%, bo dobila? Zdi se, da je Milan Kučan še kar živahen pri nagovarjanju ljudi. Če bi bil vedež, ne bi bil revež. Moja mati vedno govorila, če ne bi bil vedež, ne bi bil revež. To se pravi, nisem prerok. Ampak obstajajo možnosti, da pride do neke dobre koalicije. Jaz mislim, da utegne biti, da tako rečem, večina v rokah strank tako imenovane desno-sredinske koalicije, kamor spadajo vse mogoče stranke, kamor spada SDS, kamor spada Nova Slovenija, kamor spadajo navsezadnje tudi ti novi pojavi, ki se vsak dan na nek način pojavljajo. Jaz mislim, da so ljudje nekako naveličani vlade, ki nam vlada. Tista stvar, ki mene zelo moti in ki se mi zdi nemogoča, je, da se ogromno reči vali na račun Janše. Da se Janša vsepovsod ob vsaki možni priložnosti jemlje kot žrtev, ne kot žrtev, kot povzročitelj vsega slabega in tako naprej. Neka demonska figura. Jaz mislim, da je s tem treba nehati. Jaz mislim, da je treba enkrat začeti resno govoriti. Zdaj je skrajni čas za resen pogovor. Da začnemo resno govoriti o tem, da navsezadnje Slovenci spadamo skupaj ali pa gremo narazen. To, kar je zdaj, ta prepir o vseh mogočih rečeh, je nekaj nemogočega. Mi smo zamudili, jaz bi rekel, v zadnjih 4 letih smo zamudili več kot 4 leta razvoja in bi rekel, tekme z drugim razvitim svetom, tudi s srednjeevropskimi državami. Pojdite pogledat Prago, pojdite pogledat Varšavo, pojdite pogledat Bratislavo, pojdite pogledat, da ne govorimo o Budimpešti in tako naprej. Pojdite pogledat Estonijo, pojdite pogledat Latvijo, Litvo. Vse povsod boste videli, bi rekel, vidne, očividne, očitne znake velikih sprememb. Pri nas spremembe še vedno primanjkujejo. No, v tej knjigi Diplomati pišete preprosto pismo sodržavljanom, nagovarjate nekaj posameznikov in takole med drugim ste zapisali: problem vidim v tem, da se pri vsem tem komaj da kdaj zavemo, da živimo slabše, kot bi lahko, da z našo primerjavo in z našo primerljive države živijo bolje in da bi Slovenija lahko živela bolje. Kaj bi se moralo zgoditi? Komu ste namenili to pismo? Vam je kdo odgovoril? Kaj pričakujete? Vsi so po malem odgovarjali, pa nihče ni odgovoril. Veste, jaz mislim, da potrebujemo nekoliko bolj domiselno vlado. Imamo relativno slabotno zunanjo politiko, od katere je mnogo odvisno, predvsem naš položaj v svetu, od katerega je veliko odvisno. Mislim, da imamo cel kup, bi rekel, prenapetežev, predvsem v tako imenovani levici. Poglejte, kakšen sloves, kakšno slavo si je pridobil nekdanji finančni minister Grčije Varoufakis, ko je predaval tukaj v Sloveniji, ko je objavljal intervjuje tukaj.
to, kar on govori, je v bistvu revolucija tipa, kaj se Venezuela, Severna Koreja, Kuba in tako naprej. Ali hočejo naši ljudje res kaj takega? Ali jih je mogoče okrog prinesti? Ali jim je mogoče zavezati oči na ta način? Mislim, da ne. Mislim, da so že spregledali. Jaz se pogovarjam z veliko ljudmi, se pogovarjam s pametnimi ljudmi, pa ne z najbolj izobraženimi, ampak zadnjič sem bil v neki družbi, kjer so na mizo dajali hrano in so kar naprej govorili, to je domače, to je domače, to je domače, to je domače. Koliko domačega blaga, domačih reči imamo in jih ne cenimo. In koliko sploh še imamo domačih podjetij? Veste, jaz sem nekoč bil velik zagovornik tujih vlaganj. In predvsem sem bil zelo razočaran, ker so pri svojih idejah obtičali predvsem Američani. Spomnite se njihovih idej o telefonski kompaniji oziroma o mobilni telefoniji. Če postanejo tujci lastniki naših tovarniških hal, navsezadnje celih krajev, če zaposlujejo naše ljudi, jim dajejo dobre plače, jim je treba reči hvala, ne? Tistih, veste, izkoriščevalcev iz marksistične dobe tako rekoč ni več. So seveda vsi mogoči goljufi vedno bili in bodo. Tisto, kar me v zadnjem času najbolj skrbi, so seveda migracije in so seveda goljufije in mamila in vse mogoče moralne zadeve, ki se dogajajo pri nas. Mislili smo, da se nam ne morejo zgoditi, vendar se v mlajši generaciji pojavljajo, kar je zelo zaskrbljujoče. Lahko bi živeli tako dobro kot Avstrijci, ki imajo dvakrat višje plače kot naši ljudje, ne? Cela Štajerska je v službi v Avstriji praktično, ne? Mislim, ne cela, se šalim, ampak veliko njih, ne. Ja. Torej, glejte, v knjigi Diplomati navajate mnoga imena diplomatov. Kdo med njimi je bil po vašem mnenju najbolj pomemben in ključen pri slovenski osamosvojitvi? No, mislim, jaz sem, da vam ne razložim, to knjigo najprej koncipiral kot neke sorte učbenik, kot neke sorte priročnik za študente. Letos sem spet predaval na Jambrekovi univerzi in sem v tem kurzu pripovedoval to, kar piše v tej knjigi. Na neki način je ta knjiga drugi del ali pa nadaljevanje tiste nekdanje knjige, ki je šla pred 2 letoma, Pomen osamosvojitve, ne vem, če se spomnite. V tej knjigi pripovedujem ravno o tem, da je bilo za našo državo bistvenega pomena imeti dobre odnose s čim večjim številom tujih državnikov, predstavnikov, organizacij in tako naprej. Mi smo navsezadnje bili tudi zelo uspešni v svoji zunanji politiki.
predsedovali smo Evropski uniji dvakrat, prišli smo sploh v Evropsko unijo, dobili Schengen, dobili evro. Koliko držav iz nekdanje Jugoslavije je doživelo takšne uspehe? Zelo malo, razen Hrvaške. V zadnjem času Črna Gora se vzpenja, hvala Bogu. Glejte, kdo nam je najbolj pomagal? Gotovo so bili to ljudje kot Alois Mock, avstrijski zunanji minister, nemški zunanji minister Hans-Dietrich Genscher in potem cela vrsta drugih, ki so tudi vsi tu našteti, vseh je 34, ne? Veliko dobrega je storil papež. Ne da bi se sam mešal v politiko, je vendarle izražal, takrat, ko je bilo treba, takrat, ko smo bili na slabem, je izražal svojo solidarnost z nami. Obstaja korespondenca med nadškofom Šuštarjem in papežem in ta korespondenca je objavljena v enem mojem članku, ki je šel ob priliki neke obletnice nadškofa Šuštarja. Veste, takrat je bil svet nekoliko drugačen, kot je danes. Rusija nas je priznala 2 meseca pred Ameriko. Amerika nas je priznala šele 7. aprila 1992 in v OZN smo vstopili 22. maja 1992. Američani so bili najdalj časa, bi rekel, zadržani do nas. Prvič, ko sem prišel v Washington, sem sedel za eno prazno mizo. Drugič sem dobil kavo, tretjič mi je Eagleburger že ponujal neke prigrizke in tako naprej. Na koncu sva postala prijatelja. Prav na koncu sem postal veleposlanik v Združenih državah Amerike in moja naloga je bila pridobiti ameriške politike za to, da Slovenija vstopi v NATO. Pa so me spraševali, pa kaj pa lahko Slovenija prispeva k NATO? In sem jaz vklopil tisto svojo domišljijo in fantazijo na najvišje obrate in sem razlagal o tem, kako naši vojaki plezajo po gorah, kako so premagali močnejšega sovražnika, kako so dobro organizirani, kako so dobro usmerjeni. In potem se je tista stvar relativno res uspešno zaključila. Mi smo konec junija, kot veste, razglasili neodvisnost. Konec decembra, 16. decembra, je Evropska unija že sklenila, da nas bo priznala kot samostojno državo. To se pravi pol leta. Zdaj pa primerjajte to zgodbo Kosova, primerjajte to zgodbo Kataloncev. Saj ni čudno, da so nas Katalonci kar naprej vabili k njim. Povejte nam, kako ste vi dosegli samostojnost, pravijo. In potem ponavljam tisto, kar je enkrat rekel Eagleburger, ameriški zunanji minister. Storite dejanja. Dejanja štejejo. In imel je prav in Slovenci smo v tistem času, po tisti krizi, ki je nastala zaradi ločitve z Jugoslavijo, smo Slovenci zelo napredovali. Danes, če greste po Sloveniji, seveda ne boste prepoznali tiste Slovenije, ki je bila leta 1980 letih. Ampak
bistveno, seveda, kot tudi pravim v tej knjigi, ni to, da nam gre slabo. Šlo bi nam lahko dosti bolje. Nemški zunanji minister Genscher vas je označil kot, zdaj navajam, uglednega predstavnika Nove Slovenije in enega od odličnih predstavnikov nove Evrope. Kako ste se vi znašli na tem diplomatskem parketu? Bili ste prvi zunanji minister samostojne Slovenije. A je bilo težko, imate kakšne anekdote? Kako je bilo zdaj na tem parketu diplomacije in med koktejli in politiki in vsem tem? Anekdot je veliko. Prvič, moram reči, da je bil gospod Genscher en zelo prijazen in vljuden človek, in to, da je napisal takšne prijazne besede, je dokaz te njegove splošne prijazne usmerjenosti. Zdaj, kar se tiče anekdot. Veste, to je bil čas, ki ga jaz sam nisem čisto dobro razumel. Jaz sem bil poleti 91. Sva bila s Peterletom skupaj v Moskvi. In takrat nama je Jelcin, ki apropo ni hotel sprejeti Miloševića, je pa sprejel slovensko delegacijo. Takrat nama je rekel Jelcin, Sovjetska zveza bo razpadla. In takrat se je slišalo, kako so se od mojega srca kamni valili. En za drugim so se valili kamni od srca. No, jaz sem tisto poletje bil tudi na obisku pri bivšem italijanskem predsedniku vlade Amintoreju Fanfaniju. To je bil strašno moder človek, ki je bil zaljubljen po svoje v Gorbačova in je rekel, jaz vsak dan molim za Gorbačova. Kajti česa so se najbolj bali moji sobesedniki? Da če gre Gorbačov, če ga premagajo, če ga vržejo, bo Sovjetska zveza razpadla in cel svet bo v neredu. Svetovni red se bo podaril. No, in s to zavestjo, da se svetovni red podira, sem jaz hodil okrog in poskušal biti čim bolj konstruktiven. Zdaj, moji odnosi z evropskimi državniki so bili dobri, predvsem s tistimi, ki so se komaj osvobodili. Spomnim se svojih sprehodov z zunanjim ministrom Estonije, Latvije, Litve, kako smo po tisti baltski obali hodili in se pogovarjali, se šalili, si izmenjavali anekdote in tako naprej. Zelo prijetno je bilo s Solano v Bruslju. Solana je neskončno zabaven človek. On je po svoji stroki fizik in on ima velike zasluge, da so Italijani, Berlusconi predvsem, popustili glede tistih svojih predsodkov, ki so jih imeli proti Sloveniji, ko je šlo za to, da nas ne pustijo niti v pridruženo članstvo. Italijani so dali veto na pridruženo članstvo, ne na članstvo, na pridruženo članstvo. In Solana je takrat pogruntal formulo in rekel, vi, ko postanete člani Evropske unije, tako ali tako, boste morali dovoliti, da tujci oziroma člani Evropske unije kupujejo nepremičnine pri vas. Kar se je seveda zgodilo. Jaz sem to povedal nekaterim ustavnim sodnikom, ki so se držali za glavo. Kaj, a ste znoreli? Mi smo vendar to dali ustavo, da je slovenska nepremičnina nedotakljiva, slovenske tovarne, slovenske hiše. No, prej ste sami neko tako vprašanje postavili, ne?
V resnici, če človek malo pomisli, seveda Solana ni povedal ničesar, česar ne bi že vedel, kar je on že doživel v Španiji. In on je predlagal, da spremenimo ustavo in da to povemo Italijanom in da bodo Italijani lahko najemali in kupovali nepremičnine tudi v Sloveniji. In to je stvar rešilo. Anekdot. Poglejte, vam eno povem, morda za konec. Vi veste, kdo je bil Peter Carrington. Carrington je vodil Haaško konferenco. To je bila tista konferenca, ki je sledila Brionski konferenci. In Carrington je vedel, da Slovenija nima nobene funkcije tam, ker je že doživela odhod jugoslovanske vojske. Mi smo bili že svobodni, ne? Nismo bili še formalno svobodni, ampak v resnici smo bili. In je rekel, lepo prosim, prihajajte še na te naše konference, s tem boste dali dober zgled drugim republikam, da bojo še naprej hodili na te konference in da se bomo lahko kaj zmenili. Je rekel, oprostite, vas vprašam, če bi vas Tudžman, hrvaški predsednik, ali Milošević povabila na večerjo, s katerim bi šli rajši, s Tudžmanom ali z Miloševićem? In jaz sem se zelo začudil, ker ne vem, nisem vedel, kaj naj odgovorim, ne, bi se zameril enemu ali drugemu. Je rekel, priznajte, da je Milošević dosti bolj zabaven. Doktor Rupel, ali imate vi še kontakte s temi ljudmi? Nekoč smo slišali, da imate Veliko jih je mrtvih. telefonski, tako, ampak vendarle telefonski imenik. Ste imeli številke ali kako je s tem? Imenika ni, ker je vse v telefonu. V telefonu imam nekih 4000 naslovov. Zdaj, med njimi so tudi taki, ki niso več aktualni, ali pa ki so naslovi mrtvih ljudi. V nekem času sem, da tako rečem, razpolagal z velikim številom vtisov in stikov. In sem, če je bilo potrebno, tudi kdaj komu telefoniral. Zanimivo je bilo, da sem se tudi razočaral pri nekaterih. Potem, ko sem nehal biti minister, veste, državniki nasploh imajo zelo radi kolege, ki so na funkciji. Če nehajo biti na funkciji, postanejo 50% manj zanimivi ali pa še bolj. No, lejte, to smo vse poslušali o vas, tudi ko ste bili kasneje še kandidat za druge funkcije. Recimo, želeli oziroma zdelo se je, da boste postali veleposlanik v Avstriji. Imeli ste že agreman, potem je pa Danilo Türk kot predsednik takrat tega ukaza o imenovanju ni podpisal. Kaj se je potem dogajalo z vašo kariero? Doma sem ostal, sedel sem v pisarni in pisal en roman. Pa zakaj ni Türk podpisal tega ukaza? Lejte, zadeva z doktorjem Danilom Türkom je del te naše splošne slovenske zgodbe. Gospod Türk je vključen v neko skupino politikov in sil, ki so nasprotovali samostojnosti Slovenije, ki so nasprotovali, da tako rečem, zahodni usmerjenosti Slovenije. Še danes gospod Türk smatra, da je Rusija upravičena do zasedbe Ukrajine. Javno je izjavil na televiziji, Ukrajina je vojno izgubila. Za člana Evropske unije je to zelo nenavadna izjava. Jaz ne vem, če bi se kdorkoli v Evropi
upal kaj takega reči. Evropa, čeprav ima celo vrsto nekih pomislekov, pa vendarle navija za Ukrajino, ne. No, ampak Türk je predvsem meni zameril to, da sem preprečil njegovo včlanitev v New Agenda Coalition, to se pravi, zgodba je malo daljša. Imate toliko časa? Povejte. Leta 1997 je Drnovšek na podlagi svojih informacij pričakoval, da bo poleg Poljske, Češke in Madžarske vključena v NATO tudi Slovenija. Ko je priletel v Madrid, kjer je bil ta vrhunski sestanek, so mu prišli na letališče povedati, da Slovenija ne bo sprejeta. In Drnovšek je bil zelo razočaran. In takrat je potem mene poslal v Washington. Oziroma prosil, da bi šel v Washington. No, začela se je nova faza prizadevanja za vstop v NATO. Samo ta faza je bila mnogo težja, kot je bila težka tista prej, ker smo imeli veliko nasprotnikov. Danilo Türk je bil eden velikih nasprotnikov. On se je vključil v neko alternativno organizacijo, ki se je imenovala New Agenda Coalition. To je bila v bistvu organizacija neuvrščenih držav. Torej, prvotno je bila zraven Slovenije kot evropska država samo še Švedska. Ampak čim se je zamenjala vlada, to je bilo 2 meseca potem, je Carl Bildt postal, tudi o njem je govor v tej knjigi, je postal predsednik vlade in je izključil Švedsko iz te organizacije. Kot vidite, je Švedska zdaj postala članica NATO, ne? No, kakor mora biti gospod Türk precej razočaran. Morda bo zdaj gospod Türk poskušal izključiti Bildta iz kakšne organizacije. Torej, jaz sem skratka bil zraven, ko je Drnovšek zvijal roko Türku v New Yorku, je rekel, mi gremo v NATO, mi ne gremo v New Agenda Coalition. In je Türk rekel, pa to je krasna organizacija, to je čudovita organizacija, ti si niti ne predstavljaš, kako pomembna je. Pa je rekel Drnovšek, ne. 3 ure smo se kregali pri zajtrku. No, potem je šel Drnovšek k Clintonu in ponovil, jaz imam to zapisano, da Slovenija želi biti članica NATO in da bo naredila vse, da bo postala članica NATO. In Clinton je bil zelo privržen tej ideji. To, da sem jaz spotaknil njegovo idejo o alternativnem članstvu Slovenije, je Türk zelo zameril. Še bolj zameril je pa neko osebno stvar, očitno, za katero so mi povedali kolegi iz diplomacije, da je on pravzaprav čas vojne preživel v inozemstvu. No, in to mnenje Danila Türka, da je Ukrajina izgubila, je na tem istem intervjuju, ki ga omenjate, delil tudi Milan Kučan. Saj to je bil dvojni intervju z novinarjem Dela, to je bil nek podcast. Milan Kučan ga lomi. Milan Kučan ga zelo, zelo lomi. On je v začetku bil za NATO in sta skupaj z Bučarjem, Francetom Bučarjem, tvorila neko skupino vplivnih starejših državnikov, Jaz sem bil takrat še aktiven politik, no, da se podpre članstvo v NATO. Janša bi rekel, ali pa
moji prijatelji na tej strani bi rekli, da je Kučan to mislil s figo v žepu. Pa nisem tako prepričan. Kučan se je prepričal, da je NATO zelo resna organizacija in da zahteva od svojih članov neko dejavno funkcijo, neko dejavno vlogo. Slovenija pa se je, kot se je tudi reklo, vozila zastonj. Mi smo uživali brezplačno vožnjo. In to je rekel tudi Trump. Pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi za celo vrsto drugih držav, ki so dajale pod 1,5% GDP-ja za obrambo. Zdaj se je to v Nemčiji spremenilo, se je spremenilo v celi Evropi in zaradi tega so ideje Milana Kučana in Danila Türka popolnoma zgrešene. Ali predsednik Putin ponovno vzpostavlja Sovjetsko republiko, novo Rusijo? Kaj se dogaja? Kučan. Ne, Putin. Putin. Predsednik. Ja. To je težko reči. Zdaj, gotovo Putin obžaluje stvari, ki jih je naredil Gorbačov. Gorbačov je, kot veste, pa najbrž v dobri veri in tudi zato, da bi prav sovjetske države ostale skupaj, si izmislil skupnost neodvisnih držav, kar je druga beseda za neke sorte federacijo ali kaj takega. No, baltske države so še takoj ven, Gruzija je šla relativno kmalu ven, Ukrajina pa je čakala. Zakaj je Ukrajina čakala? To je bila velika težava. Dovolite. Seveda. Ukrajina je čakala zaradi tega, ker je vlada sklenila, da gre ven iz Sovjetske zveze in da postane samostojna država. Duma, parlament ukrajinski, pa tega ni potrdil. In je trajalo precej časa, predno se je to zgodilo. Medtem se je pa še marsikaj drugega zgodilo in je postal Janukovič predsednik Ukrajine in tako naprej in so goljufali pri volitvah. Jaz sem bil pri ukrajinskem predsedniku Juščenku za novo leto 2005. Takrat sem bil član oziroma predsednik Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in sem tam srečal Juščenka. To je tisti mož, najbrž se ga boste spomnili, ki je imel čisto zelen obraz, ker so ga zastrupili v Rusiji. In se je to videlo na njegovem obrazu. No, sredi večerje je on rekel, mene vprašal, če lahko povabi k večerji še enega svojega prijatelja. In sem rekel, seveda lahko, ne. Vaša miza v neki dači, visoko v Karpatih. In je prišel noter Juščenko, tale Sakašvili, predsednik Gruzije. In potem sta v duetu govorila nekaj, kar je po mojem moralo do konca pretresti Putina. Predvsem Sakašvili je govoril, veste, je rekel, prva revolucija je bila v Gruziji. To je bila tako ena vrtnična revolucija, Rose Revolution. In so zamenjali Ševarnazija in tako naprej. Druga revolucija je bila v Ukrajini, tako ena oranžna revolucija. In rekel, veste, tretja revolucija bo v Belorusiji. Tle se je zmotil.
In potem se je zares grozno zmotil. Rekel, četrta revolucija bo pa v Rusiji. In bomo šli v Kremelj in bomo vrgli Putina ven. Jaz sem se sesedel v stol za tisto mizo, sem si mislil, če to sliši Putin, gotovo je imel priključene mikrofone. Ne? Toliko o teh anekdotah. No, ampak ali je danes Evropa ogrožena strani Rusije in Putina? Kako se bo končal ta konflikt, ta vojna ukrajinska? Problem je v tem, da ima Putin zaveznika in to je Trump. In zdaj je Evropa postala in Slovenija z njo sovražnik Amerike in Rusije hkrati. Tega je pa mene zelo strah. Česa vas je strah? Česa vas je strah? A veste, če berete Špigel, ne, boste videli, da je bilo vdorov teh dronov, teh brezpilotnih letalnikov nad Nemčijo okrog 800 v zadnjem tednu. Slovenija ni tako daleč. Jaz ne verjamem, da bo Slovenija postala, bi rekel, tarča. Ampak nemogoče ni nič. Dejstvo je to, da Rusi imajo postojanke celo v Črni gori in v Srbiji. To ni tako daleč. Torej, če že ne bo vojne, bo pa velika ekonomska škoda za Evropo in tudi Slovenijo. Jaz mislim, da bi moral imeti s Putinom nekdo resen pogovor, ampak nekdo, ki bi mu Putin zaupal. On podcenjuje Trumpa, kot jaz vidim. Ampak nekdo, ki bi mu Putin zaupal, bi lahko Putinu rekel, dragi moj Vladimir, Rusija ni ogrožena od Evrope. Rusijo lahko tudi vzamemo v G8 in v NATO Russia Council ali karkoli. Rusija je ogrožena od Kitajske. Rusija ima ogromno ozemlje in ogromno praznega prostora. Tako da bi jaz na njegovem mestu bil izredno previden. Jaz bi rajši imel Evropo, tudi seveda Ameriko, ampak predvsem Evropo za zaveznika na istem kontinentu. Kako vi vidite svet in razmere v svetu čez 10 let? Takrat mene ne bo več. No, ampak vseeno. Kaj naj rečem? Jaz verjamem, da najbrž tudi Putina ne bo več. In v tem primeru ima Rusija šanse, da postane bolj normalna država. Je pa res, da poglejte slovenski primer ali pa jugoslovanski. Generacije, ki so šle skozi ta drill, skozi to pranje možganov, desetletja in desetletja, se ne morejo to tako na hitro odvaditi. In se bojim, da je tega, kaj naj rečem, kriptokomunizma ali pa nekega navidezne demokracije, da je zelo veliko. No, če se vrneva na domač parket, na domače razmere, zdaj vi ste bili tudi leta 2012 generalni konzul v Trstu, vendar pa vas je vlada Alenke Bratušek odstavila že po enem letu. Ali je bil to potem konec vaše kariere? Kako je bilo s tem? Jaz v bistvu nisem imel kaj početi tam v tisti pisarni na Ministrstvu za zunanje zadeve. Me niso nič vprašali.
jih nisem nič zanimal. Mislim, da je bil Žbogar takrat. Najprej sicer je hotel Pahor z mano nekaj sodelovati, ampak to ni šlo. Mu niso dovolili. Takrat, ko je Janša dobil vlado, je rekel, no, zdaj pa se lahko zmeniš z Erjavcem, on bi te poslal v New York za stalnega predstavnika. Jaz sem rekel, če bi mu to Türk dovolil, na kar je prišel Erjavec k meni in rekel, ti si pa moral res nekaj hudega narediti temu Türku, te ne pusti nikamor. Edina funkcija, na katero lahko vlada samostojno v tujino, ko ga pošlje, so generalni konzulati. In meni je Trst blizu zaradi tega, ker je iz Trsta je doma moj oče, iz tam je doma praktično en velik del moje družine, od tam je doma stari Nabergoj, ki je bil župan Proseka. Prosecco je, kot veste, peneče vino, ki so jim ga Benečani ukradli prosekanom. Bil je tudi poslanec avstrijskega državnega zbora, namreč Nabergoj. Nikdar ne bom pozabil veste, to je bil en čas, ko je prišlo do koalicije v Avstriji med Avstrijsko ljudsko stranko in liberali, to je bil Haider. In to je Evropska unija Avstriji zelo zamerila, bil je predsednik Prodi in je prepovedal vsem funkcionarjem Evropske unije imeti kakršnekoli uradne stike s predstavniki Avstrije. Jaz sem rekel, pojdi se solit, in sem povabil avstrijsko zunanjo ministrico na obisk. In je prišla vsa srečna in je bilo zelo zanimivo. Prinesla mi je pa v dar en takle pok govorov mojega pradeda iz avstrijskega parlamenta. Imam zbirko govorov svojega pradeda v avstrijskem parlamentu. V glavnem se je boril za slovenske šole v avstrijskem parlamentu. No, zato je vam Trst tudi tako ljub, ne? Ampak zdaj, če se vrneva na sedanje razmere, doktor Rupel, zdaj v sklopu Katedrale svobode ste že napisali, sodelovali pri nekem razmisleku, kako naprej. Zdaj, osnovni razmislek, ki ga imamo danes, je vsaj vsaka stranka na svojem okolju, kako zmagati na volitvah. Povejte nam, kako. Ja, zdaj, če jaz to povem javno, potem bo boj še mnogo hujši, kot bi bil sicer, ne? Jaz mislim, da je treba predvsem ljudem izbiti iz glave idejo o tem, da je Janša živ hudič. Kot veste, je Svoboda, je Golob temeljil svojo kampanjo na tem, da je postavljal skratka svojo politiko v konflikt z Janšo. Janša je morda od vseh slovenskih politikov v tem trenutku najbolj sposoben, operativno najbolj sposoben in gotovo dobro razmišlja. Jaz imam tu pa tam kakšno pripombo in mu jo tudi povem, ampak sicer sva stara prijatelja, 30 let,
ne vem koliko. Ne. Jaz smatram, da bi potreboval mogoče Janša malo več distance do nekaterih, bi rekel, ideoloških vprašanj, predvsem kar zadeva tako imenovani kulturni boj, ki ni tako zelo pomemben. On se precej ukvarja s tem, je tudi objavil nekaj člankov in celo dal prevesti nekatere knjige o marksistih iz Južne Amerike. Nekoč smo imeli marksiste iz Nemčije in Anglije, zdaj imamo marksiste iz Južne Amerike, in to so tisti, ki menijo, da je potrebno predvsem spremeniti kulturo, da je mogoče revolucijo izvesti s pomočjo kulture, s pomočjo kulturnih idej, od kulturno-verskih idej do vseh mogočih konceptov, kaj naj rečem, LGTB, vse če temu, ne, LGBT, nekaj takega, ne. Zdaj, jaz nisem fanatik na nobeno stran, mislim pa, da je treba nekoliko bolj razumevajoče prisluhniti tem različnim idejam, ki se porajajo, ne samo pri nas, ampak vse povsod po Evropi in po svetu in tako naprej. Da je treba biti morda za spoznanje bolj spravljiv, predvsem pa bi najbrž se moral, ali se lahko, če bi hotel, Janša in ta njegova stranka obdala nekoliko, bi rekel, širše gledajočo ekipo, širše gledajočo v ideološkem smislu ekipo, ki bi bila sposobna torej koncipirati en razvoj v prihodnosti. Veste, ta razvoj v prihodnosti bo upošteval vse te elektronske in družabne igre in vse te nove tehnologije in umetno inteligenco in tako naprej. V zvezi s tem tudi obstaja nekaj težav, ampak tukaj je en cel kup problemov, ki jih je treba premisliti in o katerih lahko inteligentni ljudje na Slovenskem kompetentno razmišljajo. Jaz mislim, da je Janša eden od tistih, ki lahko vodi takšno razmišljanje, in s takšnim razmišljanjem utegnemo biti nekoliko bolj v ospredju, kot smo sicer. Sicer pa, veste, ta vlada, bivša vlada, ne, prejšnja vlada v evropskih razmerah nima slabega glasu. Navsezadnje, če sva zelo primitivna, ne, polovica evropskih vlad je desnosredinskih, tako da tu neko zaledje obstaja. Kaj vse je mogoče narediti, o tem pa drugič. Še zadnje vprašanje, doktor Rupel, kako bi želeli, da si vas ljudje in zgodovina zapomnijo? Veste, jaz kaj dosti o zgodovini in prihodnosti ne razmišljam. Jaz pišem precej, opisujem precej natančno tisto, kar se mi dogaja, in tisto, kar mislim. Doslej sem izdal, mislim, da 83 knjig ali nekaj takega, in morda bom še katero. In želim, da ljudje moje knjige berejo. Doktor Rupel, najlepša hvala za vaše komentarje. Če ste bili z nami, hvala za pozornost. Nasvidenje.